Dober dan, en prav čudovit kolesarski pozdrav. Danes je tako, da skoraj ni za iti ven, ampak eden mora. Jaz sem se odločil, da odprem temo prehranskih dodatkov. To je tema, ki je zase tako široka, da bi lahko imela samostojni YouTube kanal. Ja, kolesarjenje in prehranski dodatki. Smo sredi januarja, diši po zimi, zjutraj ob 9 je bilo 4 stopinje Celzija, precej močno tudi piha. Izbral bom progo s čim več zavetnimi odseki, tako da bom lahko kaj posnel. Link od Strave bo od spodaj v opisu videa. Zgodba s prehranskimi dodatki se je začela pred 14 dnevi, ko sem snemal video o vajah, s katerimi lahko tudi čez zimo ohranite kolesarsko kondicijo. Takrat se je javil moj kolega Matjaž, star kolesarski maček, klančar, specialist za dolge proge, ki je dal še svoje vaje, če ohranjate kondicijo v fitnessu. Matjaž v fitnessu najprej naredi pol ure kolesarjenja, nekje med 130 in 180 vati, potem gre pa še za pol ure na Orbitrek. Po kratki pauzi dela 1 uro vaje za moč na napravah, pri kolesarjenju rabiš predvsem močne stegenske mišice in spodnje lunguse, dela pa tudi vaje za trup, za hrbet. Skratka, različne vaje od 3 do 5 ponovitev, na koncu pa naredi še 5 do 10 minut raztezanja. Ko pride domov, gre pod vroč tuš, potem pa si privošči napitek z magnezijem in vitaminom C in BCAA. In tam sem ga potem ustavil. Čakaj malo, kaj je to? V trgovinah se dobijo magnezijeve tablete z vitaminom C. Magnezij je mineral, ki prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, k normalnemu psihološkemu delovanju, k delovanju živčnega sistema in mišic, k ohranjanju zdravih zob in kosti, k sproščanju energije pri presnovi in k ravnovesju elektrolitov. Vitamin C pa ščiti celice pred oksidativnim stresom, ima vlogo pri delovanju imunskega sistema, prispeva k delovanju živčnega sistema, prispeva k psihološkemu ravnovesju, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost, ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje kože in ima vlogo pri presnovi in absorpciji nekaterih hranil. Ok, in BCAA? Aminokisline so sestavni gradniki beljakovin. Načeloma govorimo o 20 standardnih aminokislinah, nekatere so esencialne, kar pomeni, da jih moramo zaužiti s hrano, ker jih telo ne proizvaja samo. Pri športnikih je pomembno, da se ob naporih, kjer je mogoče pričakovati razgradnjo mišičnega tkiva, ob obstoječih dodatkih in hrani dodaja tudi manjšo količino BCAA aminokislin. BCAA aminokisline dodamo v bidon ali jih zaužijemo že pred vadbo, če je naša vadba daljša od 2 ur. V nasprotnem primeru pa so aminokisline prisotne že v izotoničnem napitku, kar je popolnoma dovolj za povprečnega rekreativca. Matjaž je bil skrivnosten in je prepustil meni, da si sam poiščem na internetu izdelke, ki vsebujejo te sestavine in kakšni so njihovi učinki. Je še kar zaledenelo. Najina debata je potem v nadaljevanju šla popolnoma v smer prehranskih dodatkov. Prehranske dodatke športniki uporabljajo predvsem zato, da v telo vnesejo vitamine, minerale, beljakovine, ogljikove hidrate oziroma sladkorje. Predvsem gre za tiste snovi, ki jih telo ne more proizvesti samo ali pa jih pridobimo v zelo majhnih količinah. Ampak pustimo to, to je teorija. Jaz vam bom povedal, kako to počne Matjaž in to, kar boste slišali, je epsko. Pa res bi prosil samo brez kakšnega obsojanja. Vsak pač uporablja tisto, kar misli, da je zanj najboljše. Sej na koncu videa bom tudi jaz povedal, kakšne prehranske dodatke uporabljam, ampak za začetek pa Matjaževi nasveti, ki so res pestri, strokovni in poučni. Se prav kadi iz ust, tako je mrzlo. Matjaž pravi, da moraš pri daljšem kolesarjenju, nekje po 60 km, obvezno vnesti v telo nekaj, kar preprečuje zakislitev mišic in poveča celično maso. Pred kolesarjenjem zmeraj vzame guarano, ki mu v kasnejših urah vožnje
daje občutek moči. Guarana je grm s svetlo-rdečim sadjem, ki izvira iz amazonskega deževnega gozda severne Brazilije. Južnoameriškem indijanskem plemenu Satere Maue je guarana že stoletja znana po izjemni sposobnosti povečanja vzdržljivosti. Semena guarane so najbogatejši vir kofeina, saj imajo kar nekajkrat več kofeina kot kavna semena. Guaranin se počasneje absorbira od kofeina in velja za bolj zdravega. Guaranin ne dviguje srčnega utripa in pospešenega pulza in ne daje občutka kolapsa, ko učinek začne popuščati. Poleg tega guarana deluje veliko dlje in nima tako močnega diuretičnega učinka. Zaradi tega športniki še posebej radi koristijo guarano in jo uporabljajo za povečanje vzdržljivosti in zmanjšanje utrujenosti. Raziskave so pokazale, da guarana izboljša spomin, izboljša koncentracijo, pomirja glavobole, pospešuje metabolizem in zmanjšuje apetit. V bidone dodaja tudi beta-alanin in argi-power. Beta-alanin je neesencialna aminokislina. V prehrani ga najdemo v mesu in ribah. Telo ga samo ne zmore sintetizirati oziroma proizvajati. Njegova naloga je zagotoviti visoke mišične koncentracije karnozina, ki lahko poveča vašo sposobnost težjega in daljšega treninga, prav tako pa preprečuje nabiranje mlečne kisline v mišicah med vadbo in tako zmanjša utrujenost. Dodatek beta-alanina lahko poveča vzdržljivost z zmanjšanjem učinkov utrujenosti med intenzivno vadbo. To pa lahko vodi do hitrejšega napredka v moči in mišični masi. Beta-alanin največ uporabljajo kolesarji, triatlonci, maratonci, bodybuilderji in plavalci. Od beta-alanina lahko po zaužitju občutite mravljinčenje na koži, vendar je to normalna reakcija telesa in ni nevarna, tako da je za nekatere uporabnike bolj kot ne samo neprijetna. V bidone dodaja tudi argi-power. Argi-power je prehransko dopolnilo za športnike, saj vsebuje čisti L-arginin. To je neesencialna aminokislina, ki se lahko sintetizira v telesu in je postala zelo priljubljen dodatek v zadnjih letih v različnih športih. Športniki običajno posegajo po L-argininu, ko trenirajo redno z utežmi v fitnessu, torej so izpostavljeni intenzivnemu fizičnemu stresu, kot je na primer bodybuilding, fitness, crossfit, powerlifting, dviganje uteži, ko trenirajo vzdržljivostne discipline moči, kot so veslanje, kajak ali kolesarstvo, in ko trenirajo aerobno-anaerobne športe, kot so nogomet, košarka, rokomet ali tek. Pomembno pri tem je predvsem to, da pospešuje razvoj mišične mase brez nalaganja odvečnih maščob. Njegove najbolj pozitivne lastnosti so večji dotok krvi v mišice, večji dovod hranil, večja moč in večja vzdržljivost. Vidiš, tako pa mrzke po zimi zaprejo vodo, da ne bi cevi popokale. V zadnjih žepih ima pa zmeraj gele in sladkorne tablete, ki pridejo prav v manjših krizah. Kar se tiče sladkornih tablet, Matjaž v glavnem uporablja Dextro Energy, ki ga dobiš v vsaki večji trgovini. Gele pa uporablja v različnih znamk, recimo Izostar ali pa Enervit, ampak te geli so dveh vrst. Eni pridejo takoj v krvni obtok, drugi se pa sproščajo počasi in so primerni v glavnem za dolge ture. Energijski geli so najhitrejši in najučinkovitejši rešitelji, ko pride do padca ravni energije, ki je nujno potrebna za nadaljevanje treninga ali poti. Gel je idealen vir energije med dolgotrajno in intenzivno aktivnostjo, ko telo porablja glukozo kot vir energije. V takih situacijah hitro zaužijete visoko koncentrirane ogljikove hidrate, saj gel vsebuje enostavne sladkorje, kot so na primer dekstroza in fruktoza. Ti se zelo hitro absorbirajo v krvi in zagotavljajo konstanten dotok glukoze. Dobi se tudi ogromno stvari za po treningu. Matjaž ponavadi uporablja BCAA prah, ki preprečuje muskelfiber. Zelo dober se mu zdi pa tudi magnezij. Obljubil sem tudi, da bom povedal, kakšne prehranske dodatke uporabljam jaz. Tako med vikendi v glavnem moje telo laufa na maslo in med, ki jih imam zmeraj za zajtrk. V bidonih imam navadno vodo, v torbici pa 2 frutabeli, če grem res dlje kot 80 km in če me prime kakšna kriza, da nekaj na hitro pojem. Na res dolgih in napornih turah se ustavim na kakšni bencinski,
si kupim Mars ali pa kakšno Coca-Colo in to je to od teh dodatkov. Moram pa tudi biti pošten in povedati, da je teh dolgih in napornih tur pri meni zmeraj manj. Ko pa pridem domov, pa zmeraj obvezno, ne glede na vrsto vadbe, spijem kozarec Izostara. Sicer ne vem, kaj je v njemu, ko so premajhne črke, ampak baje, da koristi. Na zdravje. Prehranski dodatki. Videli smo vrh ledene gore. Do gležnjev smo zakorakali v ocean. Jaz vas ne morem kaj dosti naučiti. Mogoče sem pa kjerga dovolj navdušil, da bo zadeve preveril in naštudiral. Ogromna, široka, neizpeta tema, o kateri lahko govorimo še in še. Karkoli več od tega bomo razčistili od spodaj v komentarjih. Za kakršne koli detajle lahko zmeraj vprašam Matjaža. Jaz se vam bi zahvalil za vso podporo, za vse všečke. Dobrodošli vsi novi naročniki. Tukaj iz okolice Čedada se vam prav lepo zahvaljujem za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau!